Tragično je, ne, če se znotraj dela skupnosti, ki se poteguje za politično oblast, znajdejo ljudje, ki pomena demokratične razprave, možnosti angažiranja civilne družbe v demokratični razpravi ne razumejo. To pomeni med drugim tudi to, ne, da niso prav dobro prebrali slovenske ustave, ki v enem od členov omenja načine, na katere lahko državljanke in državljani, torej ljudstvo, sodelujejo v izvajanju oblasti ljudstva. Ne, in to lahko počnejo prek volitev, prek udeležbe na referendumu ali pa preko civilno-družbenega angažmaja, ko postavljajo neke javne zahteve, javna vprašanja, javne pobude. In zvest celoten politični prostor zgolj na stranke in potem civilno družbo označevati za strankarske satelite je, milo rečeno, neokusno. Neokusno zato, ker predpostavlja, da pravzaprav ima v družbi monopol nad politiko samo strankarska struktura. Ne, ni res. Strankarska struktura v najboljšem primeru šteje nekaj 10.000 ljudi. In znotraj skupnosti kot celote je pa milijon ali pa več, ne, ljudi, ki se izrecno, osebno ukvarjajo s političnimi zadevami. Bodisi s tem, da volijo, bodisi s tem, da gredo na referendum, ali pa da so v družbenih razpravah bolj dejavni in skušajo prek kanalov, ki so na voljo, vplivati.